Glede na razsežnost globalne trgovine ima lokalno pridelana hrana poseben pomen pri razvoju in ohranjanju kmetijstva ter zagotavljanju trajnostne oskrbe s hrano. Stopnja samooskrbe v Sloveniji je različna, nizka za rastlinske pridelke in višja za živinorejske. Leta 2014 in 2015 nam je kmetijska proizvodnja v Sloveniji naraščala, medtem ko leta 2016 pa se soočamo zlasti seveda kmetije z temi dosti hudimi vremenskimi razmerami, gre tako za sušo, zlasti pa gre za preveč dežja, gre tudi za točo in to vpliva na kmetijsko proizvodnjo. Generalno gledano pa smo v tem trenutku nekje takole, kar se tiče recimo sadja oziroma zelenjave se približujemo 40%, to več kot nekaj v preteklosti, tudi zato, ker potrošnja raste, lahko pa tu še marsikaj naredimo in tudi bomo naredili. Kar se tiče samooskrbe pri krušnih žitih, te so pomembne, se v tem trenutku gibljemo na 70%. Samooskrba z najpomembnejšim kmetijskim produktom, surovim mlekom, je visoka. Glede na razmere bi izvoz mleka lahko bil večji. Sam si seveda želim, da bi izvažali zlasti proizvode, ker potem več denarja ostane v Sloveniji, tako da situacija je mešana. Vendar naš del samooskrbe mora še narasti, vendar se moramo pa nekaj zavedati. Razmišljati o rasti samooskrbe brez tega, da razmišljamo, kako bomo zaščitili kmetijska zemljišča in mogoče celo dobili neka nova kmetijska zemljišča, je utopija. Za razvoj kmetijstva Slovenija črpa sredstva iz Evropskega kohezijskega sklada. Samo kmetijstvo je pri črpanju evropskega denarja nadpovprečno uspešno. V prejšnji 7-letki smo se približali 100%, mislim, da smo imeli 99,96% črpanje, kar je dobro. Tudi to tekoče, kar izplačujemo, to so neposredna plačila, jih izplačujemo relativno hitro. Letos je večina, torej glavnina, bila izplačana že marca. Mogoče to tako dosti ne pove, če se ne primerjamo z drugimi evropskimi državami, ker marsikatera izplačuje komaj oktobra in likviden denar je pomemben. Vendar ukrepi, ki jih financiramo preko slovenskega in evropskega denarja, so tisti, ki omogočajo pogoje. Gre za pogoje, ki omogočajo razvoj kmetij. Nekatere imajo zadosti znanja in tehnologije za izboljšanje poslovnega povezovanja. Nažalost pa je še veliko kmetij, ki stagnirajo. Omeniti velja tudi zaenkrat popolno neznanko, ki bi lahko vplivala na gospodarstvo in kmetijstvo pri nas. Trgovinski sporazum med Kanado in Evropsko unijo, skrajšano CETA. Ta sporazum je za stališče kmetijstva povsem nekaj drugega, kakor je sporazum z Ameriko. Sporazum z Ameriko bi nas ogrožal, zato temu odločno nasprotujem. CETA pa za stališča kmetijstva ne predstavlja nevarnosti. Prvič, nekateri ključni kmetijski proizvodi so omaknjeni iz sporazuma, kot drugo imamo možnost, da standardi, ki so v Sloveniji, ki so v Evropi, ostanejo povsem nespremenjeni in tudi nove standarde lahko sprejemamo brez soglasja partnerjev na drugi strani in ne nazadnje. V Evropi bo v uporabi samo delna oblika tega sporazuma, začasna, ki izključuje tudi možnost uporabe teh mednarodnih, recimo temu arbitražnih sodišč. Mnenja o smiselnosti CETE so deljena, večina pa odločno nasprotuje TTIP-u, čezatlantskemu trgovinskemu partnerstvu med ZDA in Evropsko unijo. Ta lahko prinese resne škodljive posledice tudi pri nas. Kakorkoli, voda je in mora ostati javna dobrina, prav tako si nihče ne želi uporabe gensko spremenjenih organizmov.